Lep pozdrav. Veseli smo, da ste se nam pridružili na današnjem webinarju. Sem Vesna Tomaževič, urednica revije Medicina in ljudje. Z mano pa je danes profesorica dr. Mateja Dolenc-Volč, specialistka dermatovenerologije, s katero se bova pogovarjali o hidradenitis suppurativi. Kot verjetno veste, je to kožna bolezen, o kateri nismo kar nekaj časa prav veliko vedeli, ampak zadnje čase, hvala po zaslugi pač razvoja zdravil, na srečo vedno več možnosti tudi za zdravljenje in postaja zelo pomembno, da smo o bolezni dobro informirani in posledično, da so bolniki čim bolje zdravljeni. To je tudi namen današnjega spletnega dogodka, da se seznanimo nekako z osnovami in tako o bolezni ozavestimo tudi vas, splošno javnost, in opolnomočimo bolnike, da morda tako bolje tudi sodelujejo pri zdravljenju in nadzorujejo bolezen. Torej, midve bova danes klepetali približno 45 minut. Najprej bova zdravnico skozi pogovor predstavili osnove, kot sem rekla, osnovne značilnosti bolezni, kako poteka in kateri so glavni izzivi pri zdravljenju. Navedli bova tudi nekaj nasvetov o spremembi življenjskega sloga, s katerim lahko omilimo, morda tudi bolje nadzorujemo bolezen. Po približno pol ure bova pa poskusili odgovoriti tudi na čim več vaših vprašanj. Na desni strani ekrana vidite belo tablo, vidim, da se že veselo javljate. Torej, to je tabla, na kateri lahko zastavite tudi vprašanja ves čas webinarja. Nekaj vaših vprašanj je prišlo pa tudi po mailu in bova na koncu na njih odgovorili. Če bo vprašanj veliko in če zmanjka časa, bomo na odgovore na kratko odgovorili pisno in vam poslali še en poseben mail s temi odgovori, tako da, če bo zmanjkalo časa, ne skrbite, bodo odgovori vseeno prišli. Zdaj, na tej beli tabli, moram še povedati, se bo vmes pojavila še ena anketa. Vabimo vas, da seveda odgovorite na eno vprašanje. Na kratko bova zdravnico na koncu poskusili tudi malo pokomentirati. Še nekoga moram omeniti, vmes boste videli en črn kvadratek, to je pravzaprav znak, da je z nami še ena oseba, ki v ozadju skrbi za tehnične zadeve, naša kolegica Alenka Sušnik, toliko, da boste sam vedeli, zakaj vidimo še eno slikco. Doktor Volčeva, mislim, da je to ta uvod, ki ga morava narediti, zdaj pa lahko začneva. Kot sem že malo omenila, hidradenitis suppurativa je kožna bolezen. Po podatkih nekih ocenah velja, da je prevalenca te bolezni pri nas nekako podobna kot v evropskih državah in to naj bi pomenilo približno 1% populacije. Med mladimi odraslimi ženskami pa precej več, kar 4%, ker vemo, da ženske pogosteje obolevajo. Tako da, dajva začeti s tem, da nam mogoče malo predstavite, kako najlažje prepoznamo to bolezen. Torej, vsi lepo pozdravljeni. Bolezen ni težko prepoznati, če poznamo njene osnovne značilnosti. Te pa so preprosto povedano mogoče 3 glavne značilne kožne spremembe na značilnih predelih telesa za to bolezen in pa kroničen ponavljajoč potek. Torej, pomislimo nanjo, kadar se koža je na teh predelih topla, na otip toplejša in včasih se vidijo seveda bolj kot v nivoju kože, ampak v tem primeru jih lahko otipamo globje v globini kože. V nekaj dneh ali tednu mogoče pride na površini tudi do ene gnojne pikice, pustule, iz katere lahko potem izteka gnojna vsebina. Torej, to so take zelo značilne spremembe na teh značilnih predelih telesa in pa tekom let se bolezen ponavlja. Eden izmed kriterijev je, da se vsaj 2-krat v 6 mesecih bolezenske spremembe ponavljajo na teh tipičnih predelih. Takrat pač moramo pomisliti na to bolezen. Pogledali bova skupaj še eno sliko, kjer so označena ta mesta, pa bi vas prosila, če poveste v bistvu še enkrat, kje se
tipično HS pojavlja in če je kaj od teh mest tudi odvisno, kako huda je potem ta bolezen. Torej, na tej sliki vidimo sicer žensko bolnico. Ja. Pojavljajo pa se lahko tudi v predelu presredka, zadnjice, kožne gube na zadnjici ob črevesni odprtini. Samo če pogledamo te odstotke pri tej sliki in če bi jo primerjali z odstotki pri moških, bi bile prav v tem predelu glutealnega žarišč, te glutealne regije odstotki bistveno drugačni. Namreč pri moških redkeje videvamo spremembe v predelu dimelj in sramnega predela, pogosteje pa v predelu presredka, v bližini kože ob mošnji, na zadnjičnem predelu kože ob črevesni odprtini, tam so te spremembe pogostejše. Pri njih včasih pri težki obliki lahko tudi videvamo spremembe izven teh bolezen tipičnih predelov, kot so na primer tudi spremembe v predelu uhljev, celo na obrazu, bradi, zatilnem delu lasišča ali pa na okončinah, ki so prerasle z dlakami. Bolezen težje poteka v tem predelu kože ob spolovilu, perigenitalnem predelu, na zadnjičnem predelu kože in te težave so pogostejše in tudi zapleti pri moških. Torej, moški imajo težjo obliko bolezni. Ampak načeloma so to te tipične lokacije, kot vidimo, predel pokritih delov telesa, skritih delov, kožne gube v pazduhah, v dimljah in pa predel zadnjice, okolice spolovila. Te noduse pogosto tudi zdravniki zamenjajo za bakterijske okužbe. Kako jih pravzaprav ločiti? Ko se bolezen prvič pojavi, moramo biti pri diagnozi res bolj previdni. Zaradi tega, ker so žarišča pri hidradenitis suppurativa, bolniki jih pomenujejo turi, bulice ali ognojki, dejansko podobni ognojkom, katerim rečemo zdravniki furunkli pri stafilokoknih bakterijskih okužbah kože. Tako da v začetku jih je samo po videzu težko ločiti. V nadaljnjem poteku bolezni pa so pomembne razlike. Te stafilokokne bakterijske okužbe se celo pogosteje pojavljajo bolj na odkritih delih telesa, pri delih okončin, trupa, obrazu, bradi in pa na različnih predelih, ne samo na teh skritih predelih. Načeloma so tudi bolj učinkovito zdravijo z antibiotiki in tudi preprosti kirurški posegi s prerezanjem kožnega pokrova teh ognojkov so terapevtsko učinkoviti. Medtem ko pri hidradenitis suppurativa ta terapija absolutno ne zadošča in pa tudi bolezen se vedno ponavlja na teh predelih, ki smo jih prej opazili, ne pa kjerkoli na telesu kot pri hidradenitis suppurativa. Dobro, pojasni pa še, kako poteka bolezen, poteka v nekih stadijih, obstajajo tudi različne oblike, pojasnite nam. Bolezen je v začetku vedno bolj blagega poteka, pojavljajo se posamezna vnetna žarišča na enem ali dveh predelih kože, z leti pa je teh žarišč vedno več in se lahko tudi razširijo na več kožnih predelov na telesu. Ločimo načeloma 3 stadije, glede na to, kakšne vrste kožnih sprememb so prisotne. In sicer prvi stadij, kjer so prisotne posamezni, mi rečemo tem zatrdlinam, bulicam, nodusi ali tudi abscesi, kar pomeni globja vnetna žarišča z gnojno vsebino. Torej so posamezna in med seboj ne komunicirajo, niso funkcionalno povezana z nekimi vnetnimi kanalčki in v tem stadiju pacienti pravzaprav tudi še nimajo brazgotin. V drugem stadiju je teh žarišč vedno več, pa vendarle so med njimi še prisotni predeli zdrave, neprizadete kože, prisotne pa so že brazgotine in tudi fistule. To so vnetni kanalčki, ki so posledica drenaže iz globjih vnetnih žarišč kože na površino telesa. Medtem ko v tretjem stadiju je pravzaprav cel predel kože
difuzno prizadet, poleg kroničnih poškodb kože, ki so nepopravljive, z brazgotinami, fistulnimi kanalčki, gnojnim izcedkom, se še vedno pojavljajo tudi akutna vnetna žarišča v obliki teh nodusov, zdravih predelov kože pa načeloma več niti ne vidimo. Kar zadeva oblike bolezni, lahko poenostavljeno rečemo, da ločimo nekako 3 do 5 različnih fenotipov te bolezni. Nekateri bolniki imajo pogosteje spremembe samo v predelu pazduh, pri drugih prevladujejo žarišča v predelu dimelj, kože v okolici spolovila ali na glutealnem, torej zadnjičnem predelu kože. In pa pri tretji obliki gre za generalizirano obliko, kjer so žarišča prisotna na več od omenjenih predelov telesa. Poznamo še sindromsko obliko, kjer so hidradenitis suppurativa pridružene še nekatere druge kronične vnetne bolezni, ki skupaj tvorijo neko bolezensko celoto. In pa še ektopična oblika, torej oblika, kjer se vnetna žarišča pojavijo, recimo, kot sem prej omenila, na neznačilnih predelih za to bolezen, naprimer rečemo v predelu uhljev, na obrazu, v lasišču, po trupu, v končinah, ampak vendarle imajo pacienti hkrati tudi značilne spremembe za bolezen značilnih predelih telesa. Tako da Ali je nujno, da bolezen napreduje po teh stadijih in postaja vedno hujša, ali lahko nekdo recimo ima ves čas milo obliko bolezni? Potek in intenzivnost bolezni se individualno zelo razlikuje. Ne vemo točno zakaj, pri nekaterih bolezen poteka več let, desetletij bolj blagi obliki, morda na to vpliva njihova genetska nagnjenost, pa gotovo tudi pridružene bolezni, način življenja, nezdrave razvade. Tako da imamo paciente, ki po 30-20 letih bolezni niso imeli prav veliko kirurških posegov, niso prejeli kakšne posebne terapije, pa vendarle bolezen ni povzročala večjih zapletov. Poznamo pa bolnike in te se pogosteje obrnejo seveda na pomoč k nam, specialistom, dermatologom, pri katerih pa je bolezen že dokaj hitro v nekaj letih napredovala v drugi ali celo tretji stadij bolezni. Tako da več dejavnikov vpliva na tak potek. In res nekateri nimajo po več let nobenih težav, nekateri pa praktično vsak teden opažajo poslabšanja. Res pa je, da pri ženskah, ko nastopi menopavza, se intenzivnost bolezni nekoliko zboljša ali celo mine. Kasneje bova spregovorili seveda o zdravljenju, ampak se mi zdi, da je prav, da najprej poveva, da tudi življenjski slog vpliva, kar ste že omenila, lahko tudi na potek bolezni. Ko rečeva življenjski slog, kaj to sploh je, o čem govoriva v primeru hidradenitis suppurative in kako lahko vpliva na bolezen? Zdrav življenjski slog se seveda svetuje za številne kronične bolezni in pod tem si predstavljamo normalno telesno težo oziroma indeks telesne mase, gibanje, telesno gibanje, zdrava prehrana in pa opustitev oziroma nekajenje, opustitev kajenja. Namreč povečana telesna teža poveča drgnjenje kože v kožnih gubah in s tem povzroča motnje v poroževanju epitelov, foliklih dlak in to je eden izmed osnovnih dejavnikov, zakaj bolezen pravzaprav nastane. Prvih patogenetskih procesov je motnja v poroženjevanju dlačnih izvodil in z drgnjenjem kože se to stanje še dodatno spodbuja. Na tem nivoju deluje neugodno tudi kajenje. Za kajenje vemo, da povzroča motnje v poroženjevanju teh foliklih, dlačnih foliklih in to še dodatno spodbuja bolezen. Poleg tega povečana telesna teža, prekomerna telesna teža tudi povečuje vnetne procese in povečuje sistemsko vnetno breme bolezni. Tako da svetujemo sicer med temi ukrepi tudi nošenje ohlapnih oblačil, ki dodatno ne poškodujejo kože, ne povzročajo drgnjenja v teh kožnih gubah.
Tako da zdravim slogom, gotovo življenjskim slogom lahko izboljšamo potek bolezni, upočasnjujemo njen potek, napredovanje, prognozo za potek v nadaljnjih letih lahko vplivamo ugodno. In pa tudi naše klinične izkušnje kažejo, da so pri takih pacientih tudi učinki, uspehi zdravljenja boljši. In nenazadnje bi omenila, da ima pravzaprav kar 40% bolnikov, ki so sicer mladi, v najbolj aktivnem obdobju življenja, med 20 in 40 letom, najpogosteje obolevajo, ampak imajo v kar 40% pridružen metabolni sindrom. To pomeni povišan krvni tlak, sladkorno bolezen, povišane maščobe v krvi, prekomerno telesno težo. 70% naših bolnikov kadi. Tako da s tem zdravim življenjskim slogom tudi vplivamo na to, rečemo, komorbidnost, pridružene bolezni, za katere pa vemo, da zelo neugodno vplivajo na številne druge organe. Srčno-žilne bolezni se lahko povečajo, tveganje za resne življenjske zaplete. Tako da iz več razlogov je pomembno, bi rekla, sodelovanje bolnika v procesu zdravljenja. In mislim, da je sama bolezen lahko res močna motivacija za spremembo življenjskega sloga. No, zdaj pa morava kaj reči tudi o zdravljenju. Čeprav razumem, je zdravljenje odvisno od tega, v katerem stadiju je bolezen. Glede zdravljenja sledimo priporočilom evropskih smernic. Zadnja leta bolj ali manj dosledno seveda upoštevamo. Te smernice so nastale na osnovi dolgoletnih študij in opazovanj uspehov zdravljenja bolnikov in priporočajo zdravila, ki so prepoznano učinkovita za to bolezen. Torej, če je bolezen v prvem stadiju z začetnimi okvarami kože, posameznimi nodusi oziroma ognojki, ali v začetnem drugem stadiju, potem zadošča pri vsaj večini pacientov lokalno zdravljenje z antibiotiki ali antiseptiki, ki jih na kožo nanašajo bolniki v obliki krem, gelov, losjonov. Če je žarišč več, pa lahko prejemajo tudi antibiotik. V tem primeru predpišemo v prvi fazi zdravljenja sistemske antibiotične terapije tetracikline. Pri nas je doksiciklin v Sloveniji na voljo v odmerku 100 mg, to je 1 tableta dnevno, za 3 do 4 mesece. Kadar ta terapija ni učinkovita, bolnik pa ima bolezen že v recimo drugem napredovalnem stadiju ali v tretjem stadiju, poskušamo nadaljevati zdravljenje z kombinacijo 2 sistemskih antibiotikov. Kateri pacienti, ki nas poslušajo, morda že to terapijo poznajo. Gre za kombinacijo klindamicin kapsul, rifampicin tablet, ki jih prejemajo 10 tednov. Če ta terapija ni učinkovita, namreč antibiotikov ne predpisujemo zato, ker bi mislili, da ima bolnik okužbo. Želela bi poudariti, da hidradenitis suppurativa ni okužba bakterijska kože in ta bolezen ni nalezljiva. Antibiotike predpisujemo zato, ker delujejo protivnetno in imunomodulatorno. Seveda pa tudi zmanjšujejo kolonizacijo bakterij v teh netnih žariščih. Ampak če ta terapija antibiotična ne zadošča, potem so bolniki po teh evropskih smernicah že kandidati za sistemsko zdravljenje z biološkim zdravilom. Zaenkrat uporabljamo samo enega, to je adalimumab, ki je inhibitor faktorja tumorske nekroze alfa. Ukolikor ta terapija ni možna zaradi mogoče pridruženih bolezni, nekih kontraindikacij ali pa ni dovolj učinkovita, potem načeloma posežemo po zdravilih tretje izbire, to pa so različni sistemski, imunosupresivni preparati, pripravki, lahko tudi hormonska zdravila, ki imajo protiandrogeno delovanje ali pa derivati vitamina A. Mnogi, ki nas danes poslušajo, so verjetno že bili vsaj enkrat operirani, pri kirurgu obravnavani, ali morda lahko umestiva še to kirurško zdravljenje, kam pravzaprav spada?
Kirurško zdravljenje je zelo pomembno komplementarno zdravljenje konzervativni terapiji. In izkušnje kažejo, da skoraj, če ne celo več kot 70% bolnikov vsaj kdaj v poteku bolezni potrebuje hkrati tudi kirurško terapijo. Je pa način kirurške terapije, ki jo izvajajo pri nas kirurgi, septični kirurgi ali plastični kirurgi, odvisen od stadija bolezni in narave vnetnih žarišč. Vsekakor ne zadoščajo samo površinski kirurški posegi kot pri stafilokoknih bakterijskih okužbah, ampak je potrebno vnetna žarišča temeljito v globino izrezati. In seveda, čim bolj je napredovala bolezen, toliko bolj so radikalni ti posegi. V kroničnem 2. stadiju, 3. stadiju bolezni so potrebni res obsežni posegi. In če si predstavljamo žarišča v okolici spolovila, na zadnjici, v dimljah, so take operacije za bolnika lahko preobremenjujoče in tudi celjenje po operativnem posegu lahko dolgotrajno. Tako da s kirurgi zelo dobro in tesno sodelujemo in si te bolnike pogosto v poteku bolezni izmenjujemo in sproti presojamo, katero terapijo bolnik v sedanji fazi najbolj potrebuje. Potrebuje pa pravzaprav protivnetno terapijo za preprečevanje napredovanja bolezni, prehajanja v višji stadij bolezni in hkrati včasih potrebujejo kirurško terapijo za zdravljenje sprememb, na katere pa protivnetna zdravila ne morejo učinkovati. Brazgotin, fistulnih kanalčkov, samih fistul ne moremo pozdraviti z biološko terapijo, niti z antibiotično terapijo, ker gre za trajne poškodbe kože in če so te problem pri pacientu, kar pomeni, da imajo v teh predelih stalen gnojni izcedek, ponavljajoče se vnetja, bolečine, ta izcedek je tudi precej neprijetnega vonja, potem je potrebno seveda to zdravljenje kombinirati. Ampak vodite pa zdravljenje teh bolnikov vi, dermatologi. Kako bi to moralo biti organizirano oziroma je organizirano? Torej, paciente vodimo, 3 zdravniki so pravzaprav nepogrešljivi pri vodenju pacienta skozi življenjski potek te bolezni. Najprej seveda njegov družinski zdravnik, ki paciente napoti vedno pogosteje k dermatologom, tako da te paciente vsaj v 2. stadiju, 3. stadiju prej ali slej napotijo družinski zdravniki, današnji že tudi specialistu dermatovenerologu in pa seveda kirurgi. To se mi zdijo 3 temeljne specialnosti pri vodenju te bolezni. Sicer pa smo tudi v okviru Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani osnovali nek interdisciplinarni tim, kjer si podajamo te bolnike tudi z ginekologi, bolnice pošiljajo pogosteje k nam tudi ginekologi, potem z infektologi, če je potrebno zdravljenje resnejših zapletov. Bolniki imajo lahko pridruženo Crohnovo bolezen, v tem primeru tudi sodelujemo z gastroenterologi. Včasih imajo pridružene revmatične bolezni, torej težave s sklepi, artritise ali vsaj bolečine v sklepi, kot jim imenujemo, so to artralgije. Redke je sicer, ampak sodelujemo tudi z revmatologi. In pa glede na to, da imajo pridružen tudi metabolni sindrom, opozorimo vsaj osebnega zdravnika na to pridruženo patologijo, ki jo potem vodijo bodisi oni ali pa internisti drugih specialnosti. In ne nazadnje moram poudariti, polovica pacientov ima pridruženo depresijo in občutek stigmatizacije, tako da ne bi smeli pozabiti tudi na to, da bolniki nimajo samo telesnih simptomov, ampak da je bolezen tudi težko psihološko breme za paciente. In verjetno na ta netelesni vidik bolezni pri obravnavi bolnikov, za katere imamo vedno premalo časa, pozabljamo. Tako da bi mogoče izkoristila to priložnost, da pacientom opozorim na to, da če imajo tovrstne težave, naj jih zdravnikom, kateremu pač lahko zaupajo, povedo, ali bomo to dermatologi ali osebni zdravniki, ampak sam zdravnik morda tega ne bo spraševal. Je pa to pomembno, da na to opozorijo, ker lahko
potem pač zdravnik pacienta naprej usmeri z napotnico, seveda bodisi do psihiatra ali pa vsaj do psihologa za podporo. Nekaj smo že malo o zapletih, a ne, ampak kateri so tisti zapleti, ki se jih najbolj bojimo pri hidradenitis suppurativi, ki so tako tudi res najmanj zaželeni in zelo neugodni? V začetnih stadijih bolezni resnih življenjskih zapletov praviloma ne opažamo. Vse težke zaplete, ki pa smo jih videli v zadnjih letih pri naših bolnikov, smo opažali pri pacientih, ki so imeli bolezen že mnoga leta, 20-30 let, nekateri celo niso imeli diagnoze prave, niti niso bili nikoli pri dermatologu in tudi niso prejeli pravzaprav nobene antibiotične ali pa konzervativne terapije, ampak so samo gasili požare akutnih zapletov pri kirurgih. V takih primerih je bolezen seveda močno napredovala in tistih zapletov, ki se bojimo, je pojav teh globokih fistul, ki iz globokih vnetnih žarišč ne prodirajo samo na površino kože, ampak preko mehkih tkiv prehajajo recimo do medeničnega dna, pri moških lahko kože v mošnji, lahko tudi do medeničnih kosti, celo vretenc hrbtenice in posledično nastanejo osteomielitisi medeničnih kosti ali vretenc hrbtenice. Take zaplete smo pač v zadnjih letih žal opažali. Po mnogih letih zdravljenja bi lahko nastopil tudi ploščatocelični karcinom zaradi kroničnega vnetja kože in to predvsem v predelu glutealne regije, torej kože na zadnjici, perianalno, torej ob črevesni odprtini, ampak po mnogih letih zdravljenja lahko pride zaradi pač nezdravljenih, ponavljajočih se vnetij do tega zapleta. Tako da te so mogoče najbolj nevarni, če jih izpostavim. Seveda lahko pride do sekundarne bakterijske okužbe z globokim prodiranjem bakterij v okolno kožo, kar imenujemo celulitis. Opažali smo pri nekaterih pacientih celo sepso, ko je prišlo do sistemske bakterijske okužbe, ampak to so na srečo redki zapleti. Po mnogih letih trajanja bolezni zaradi kroničnega vnetja lahko se pojavi slabokrvnost. Če si predstavljamo obsežne brazgotine, tudi motnje v gibljivosti rok, morda pri teh večjih sklepih, tudi včasih poročajo o limfedemu, torej o teklinah zaradi motnje drenaže iz okončin preko limfnega sistema. Tako da mogoče so ti zapleti res taki trajni, na katere težje vplivamo. Ampak hočem pa poudariti, da niso neizbežni, torej te lahko preprečimo in ne bi želela z njimi strašiti naših bolnikov. Z ustreznim zdravljenjem lahko bolezen obvladujemo. Mi obvladujemo bolezen in ne toliko bolezen bolnikov, a ne, in dolgoročno gledano preprečimo te nepopravljive poškodbe mehkih tkiv kože. Zdaj nekaj so o tem že rekli, a ne, ampak ravno ste zdaj dosti tako pokazala, kako lahko stvar postane kompleksna in verjetno je zato toliko bolj pomembno, da različni specialisti tazga bolnika po potrebi seveda vidijo in ponudijo določeno zdravljenje. In omenila ste depresijo. Vsem sem vas hotela malo izprašati o tem, kako ti ljudje živijo, vsaj tisto, kar vi vidite v praksi največkrat. Je to depresija tista, ki jih najbolj nekako ovira v življenju? Kako vi to vidite v ambulantah? Zdaj, mi pri nekaterih ali pa kar večini pacientov tudi ponudimo možnost, da izpolnijo indeks kakovosti življenja, kjer preko 10 vprašanj odgovorijo na to, kako njihova bolezen vpliva na njihovo življenjske aktivnosti. In glede na te indekse vidimo, da je bolezen, pa tudi iz poročil v strokovni literaturi, da je hidradenitis suppurativa uvrščena med kožne bolezni, ki najbolj prizadenejo kakovost bolnikovega življenja. Tako da bolniki trpijo telesno in duševno. Kronične bolečine v poslabšanih vnetja, stalen vnetni izcedek, občutek stigmatizacije, strah pred tem, kakšen bo nadaljnji potek bolezni, negotovost glede izida zdravljenja, morda preteklih letih slabe izkušnje glede zdravljenja,
težave pri intimnih stikih, vse to jim povzroča težko breme. Tako da pacienti prav gotovo potrebujejo psihološko podporo, včasih pomoč psihiatra. Če pa poskuša pacient pa njegov zdravnik, oba verjetno presojata o tem, kdaj je zdravljenje učinkovito, katera merila so tista, ki pri tem pomagajo nekako ugotoviti, a smo na dobri poti? Za oceno učinkovitosti terapije pri nas uporabljamo poseben indeks, pri katerem po 12 in kasneje še po 24 tednih zdravljenja ocenjujemo učinkovitost terapije. Nekako je pa merilo uspešnosti zdravljenja ta, da se obstoječa žarišča, ki jih pacienti imajo, zmanjšajo za vsaj 50% velikosti, izhodiščne velikosti, in pa da se ne ponavljajo več nova žarišča. To je za to bolezen že kar velik uspeh. Torej, pacienti lahko ocenijo učinkovitost terapije, če imajo manj novih žarišč, če ni veliko ali jih sploh ni, če so se obstoječa vnetna žarišča bistveno zmanjšala, če je bolečina manjša, če je tudi izcedek prenehal ali ga je bistveno manj. To lahko pač pomeni, da smo na dobri poti. Drug možen kriterij je izboljšanje kakovosti življenja, kajti izboljšan uspeh terapije tudi pomeni izboljšanje kakovosti življenja. In tretji kriterij morda ta, da bolnik ne potrebuje več kirurških posegov ali pa so te manjši ali redkeje potrebni. Kako pa v to sliko zdaj prihajajo biološka zdravila? Ugotovili sva, da imamo tukaj sicer samo eno zdravilo, ampak ki ima to indikacijo za zdravljenje te bolezni, ampak to je kar prineslo, se mi zdi, velik premik v rezultatih zdravljenja. In končno eno malo bolj resno orodje, tudi v vaših rokah. Drži, ja, torej, pri tej bolezni je vnetno breme zelo veliko in bolniki, ki imajo vsaj zmerno ali pa težko vnetno aktivnost bolezni, lahko dobro odreagirajo na biološko zdravljenje z biološkim zdravilom. V teh vnetnih žariščih prihaja do sproščanja številnih vnetnih mediatorjev, med drugim tudi do faktorja tumorske nekroze alfa, na katero zdravilo, edino, ki ga imamo, tudi deluje kot protitelo. In v bistvu se s tem zdravilom zmanjša kaskada sproščanja vnetnih citokinov, s tem se zmanjša vnetje v teh žariščih in lahko seveda tudi preprečuje nastajanje novih. Tako da učinkovita terapija pomeni boljši izid zdravljenja, upočasnitev poteka bolezni in preprečevanje zapletov in kasneje tudi obsežnih kirurških zapletov. Tako da zelo pomembno je, da bolnike ulovimo v stadijih, ko imamo še neko okno priložnosti, bi rekli, ko bolezen ni močno napredovala, pa vendarle lahko že je toliko vnetno aktivna, da bolniki s tem zdravljenjem lahko mnogo pridobijo. Dajva samo povedati natančno, kateri bolniki so kandidati za ta zdravila glede na vso regulativo, ki jo tudi imamo, pa če so v bistvu določene skupine ljudi, pri katerih pa definitivno ta zdravila niso učinkovita. Po smernicah, ki jih imamo za zdravljenje bolnikov z biološkimi zdravili za hidradenitis suppurativa, so zdravljenja z biološko terapijo lahko prejmejo upravičeni pacienti, ki niso dobro odreagirali na predhodno zdravljenje s sistemskimi antibiotiki in pa ki imajo bolezen v 2. ali 3. stadiju in je aktivna vnetna aktivnost te bolezni, ki jo lahko prav objektivno numerično presodimo z nekim posebnim indeksom, zmerna ali težka ali zelo težka. To so za nas vodilni kriteriji in na osnovi teh potem tudi konzilij 3 zdravnikov, specialistov, dermatologov odobri tovrstno zdravljenje in v tem primeru tudi zavarovalnica krije stroške zdravljenja. Kdaj pa niso učinkovita ta zdravila oziroma se ne priporočajo? Torej, če obstajajo kontraindikacije za uvedbo bioloških zdravil, ki so splošna tudi za druga biološka zdravila, ne samo za ta, torej aktivne okužbe, tuberkuloza, preboleli hepatitis, skratka teh kontraindikacij poznamo, ampak
niso specifično vezane na to bolezen. Pri konkretno tej bolezni pa niso učinkovita in ne morejo biti učinkovita, kot sem že prej omenila, pri pacientih, ki imajo že brazgotine in znotraj teh brazgotinskih žarišč neke fistulne kanalčke, se pravi tiste vnetne kanale, ki jih ne morejo pozdraviti ta zdravila, torej pri fistulah, kjer iz globokih vnetnih žarišč preko teh vnetnih kanalčkov prehaja vnetni scedek na površino ali celo globje v mehka tkiva. Tako da takrat je treba seveda kombinirati zdravljenje tudi s kirurgi. Dobro, zdaj smo prišli že skoraj do konca vprašanj. Hotela sem izkoristiti še priložnost, da pokažemo, da obstaja tudi spletna stran o hidradenitis suppurativi, ki jo lahko bolniki si pogledajo in mogoče še kakšno informacijo najdejo, če danes morda nisva čisto vsega omenili. Kot vidite, je naslov te spletne strani hs-online.si. Vas pa, dr. Volčeva, vprašam, vsem, kako vidite prihodnost. Nisva hoteli biti preveč pesimistični, v bistvu je optimističen čas za bolnike s hidradenitis suppurativo, pravzaprav, zaradi te nove možnosti za zdravljenje, ampak vsem sva hoteli pa opozoriti na nekatere stvari, ker je pač treba. Kako je bi po vašem mnenju neka slika za bodočnost, kaj si te bolniki lahko obetajo? Torej, zdi se mi, da je zelo dobro izhodišče, da se bolezen zelo zgodaj prepozna, da dobijo bolniki pravo diagnozo, da ne prihajajo več do dermatologov z večletno zamudo, da se bolezen prepozna že v prvem letu zdravljenja. Pomembno je, da v nadaljnjem poteku bolezni vsaj od drugega stadija dalje bolnike vodi dermatolog, ki potem tudi usklajuje sistemsko zdravljenje in tudi interdisciplinarno sodelovanje z specialisti tistih strok, ki jih konkretni bolnik potrebuje. Pomembno je tudi, da bolnik seveda pozna svojo diagnozo in pozna naravo bolezni, možen nadaljnji potek in pa dejavnike, ki smo jih prej omenili v povezavi z življenjskim slogom, na katere lahko sam vpliva in preko teh dejavnikov pripomore k boljšim uspehom zdravljenja, predvsem pa k manjši vnetni aktivnosti bolezni in boljši prognozi za nadaljnji potek bolezni. Dobro, poglejva zdaj še rezultate ankete. Jaz upam, da jo vsi vidite, če ne, mogoče jo lahko najdete tam, kjer piše puls na tej beli tabli. 18% prisotnih, ki gledajo tale najin webinar, je odgovorilo, da prejemajo lokalne antibiotike, 12% sistemske antibiotike, 37% jih je že bilo operiranih, biološka zdravila, zdaj so se pa še malo spremenile številke. Torej, sistemski antibiotiki 11%, operacija 41% in biološka 29% od tistih, ki so odgovorili. Ali je možno pokomentirati tele številke? Kaj mislite, da nam govorijo? Žal teh rezultatov sama ne vidim, ampak verjetno spremljajo nas pacienti, ki že imajo očitno konkretne izkušnje z zdravljenjem te bolezni. Tretjina je na biološki terapiji, pravi, imajo tudi že vsaj zmerno težko vnetno aktivnost bolezni. Izkusili so predhodno seveda vsi že tudi sistemsko antibiotično terapijo, tudi kirurško. Tako da je to nek delež, ki se v mojem sklada z realno sliko naših kliničnih izkušenj. Dobro, zdaj pa prehajava na nekaj vprašanj, ki smo jih dobili že po mailu pred začetkom tega webinarja, ker kolikor jaz vidim, kakšnega dodatnega vprašanja ni na tabli, tako da greva kar k tem, ki so prišla vnaprej. Če bo kdo vmes še kaj vprašal, bova poskusila tudi to. Torej, eno izmed vprašanj je bilo, moja mama ima hidradenitis suppurativo, koliko možnosti je, da jo dobim tudi jaz? Obe imava preveliko telesno težo, jaz doslej še nisem opazila težav, stara pa sem 31 let. Torej, genetsko nagnjenje pomeni, da je večje tveganje za pojav te bolezni
Ne vemo pa v odstotkih, tako kot pri luskavici, koliko je verjetnost, za koliko odstotkov je povečana verjetnost za pojav te bolezni, če ima eden od staršev to bolezen. Vsekakor je gospa tudi v teh letih morda že zamudila obdobje, ko se najverjetneje bolezen pojavi, to je med 20, 30, 40 letom starosti, tako da tveganje je večje glede odstotkov, verjetnosti težko govorim. Vsekakor pa... Je pa dobra informacija, da jo še nima, ne? Kar je pa v bistvu... Hočem povedati, da bi se verjetno že pojavila prej, namreč pri tistih, ki imajo genetsko nagnjenje, za to bolezen so raziskave ugotovile, da tudi prej zbolijo in imajo težjo obliko bolezni. No, zdaj pa nekaj vprašanj se mi je pa prikazalo vseeno. Sprašujejo, ali je za fistule pri hidradenitis suppurativi možno zdravljenje z matičnimi celicami, ali so kakšne študije o tem, tako kot na primer pri fistulah perianalno? Za hidradenitis suppurativa ni znano, da bi jih zdravili z matičnimi celicami. Dobro. Sila stroke so pač kirurška terapija zaenkrat, ja. Dobro. Še eno vprašanje je disbioza mikrobioma kože, lokalni razrast anaerobov, jaz se opravičujem, na koži, lahko eden od vzrokov za nastanek hidradenitis suppurative, ali bolnikom z HS-jem preverjate mikrobiom kože na mestih poškodb in kako to sovpada s terapijo z antibiotiki, ki lahko vplivajo na dodatno porušitev mikrobiote, odstranitev komenzalov? Torej, pri hidradenitis suppurativa, kot smo prej omenili, ne gre za okužbo kože. Praviloma gre za porast, prekomerno kolonizacijo bakterij, ki so že normalno prisotne na teh predelih telesa, kožnih gubah. In to je tako imenovana disbioza, kjer je neravnovesje se pojavi med temi sicer nepatogenimi glivami, med katerimi so v kožni gubi lahko tudi naravno včasih prisotni anaerobi. Vloga bakterij pri tej bolezni ni povsem dobro pojasnjena, verjetno pa v teh vsaj fistulnih kanalih, se pravi v vnetnih kanalčkih, nastaja biofilm bakterijski in potem verjetno tudi bakterije s svojimi razpadnimi produkti, kot tudi morda celo antigeni vzpodbujajo vnetje. Antibiotiki v bistvu delujejo, kot smo prej povedali, bolj protivnetno in imunomodulatorno in tetraciklini so v bistvu zelo stari antibiotiki, ki imajo slabo protibakterijsko delovanje, proti mnogim komenzalom, ki jih imamo normalno v teh predelih kože. Tako da njihovo antibiotično delovanje je tukaj sekundarnega pomena. Bolj nam pravzaprav pomagajo pacientom zaradi protivnetnega delovanja. Tako da ta mikrobiom se zelo raziskuje, marsikaj na tem že tudi pojasnjeno, znano, ampak povsem natančno, kako bakterije se vpletajo v proces vnetja, pa zaenkrat ni dokončno pojasnjen. Hvala. Še eno vprašanje imava. Leta 2010 so mi zaradi malignega melanoma odstranili bezgavke v levih dimljah in trebuhu. Zaradi hidradenitis suppurative bi si želela trajno odstraniti dlake v dimljah. Ali so zaradi melanoma kakšni zadržki in katera metoda bi bila najbolj primerna? Odstranjevanje dlak z laserjem se je v mnogih študijah izkazalo za zelo učinkovito, v nekaterih pa tudi ne. Mnogi pacienti povedo, da jim ta vrsta odstranjevanja dlak pomaga, nekateri pa nimajo najboljših izkušenj. Pri melanomu bi bila previdna, glede na to, da je težko zagotoviti uspeh, bi svetovala, da laserske terapije morda ne bi izvajali, odstranjevanje dlak kvečjemu z epilacijo. Še eno vprašanje. Je znano, kateri so sprožilni dejavniki, ki sprožijo posamezne izbruhe hidradenitis suppurative? Prej ste nekaj sicer rekla, da... Pacienti opažajo poslabšanje ob stresnih dejavnikih, psihičnih obremenitvah, to nam pogosto povedo, čeprav to težko razložimo. Mnoge ženske bolnice opažajo poslabšanja pred menstruacijo zaradi hormonskih dejavnikov. Potem pa seveda drgnjenje kožnih gub, nošenje tesnih oblačil, pomanjkljiva higiena,
Predvsem pa ti znani dejavniki, kot je kajenje, povečujejo pogostnost akutnih poslabšanj. Prej ste omenila, da da je ena od pridruženih bolezni tudi Crohnova oziroma ta kronična vnetna črevesna bolezen. Vemo, da te bolniki imajo hidradenitis suppurativo velikrat, ampak ne nujno vejo za to. A lahko malo mogoče še par besed poveva o tem, kako pomembno je pravzaprav, da so tudi oni diagnosticirani, tudi če jim bolezen morda ne povzroča nekih posebnih težav? Poznam bolnikov, ki se vodijo hkrati pri gastroenterologih in tudi pri nas zaradi hidradenitis suppurativa. V strokovni literaturi se opisuje, da naj bi približno 17% bolnikov s Crohnovo boleznijo imelo pridružen hidradenitis suppurativa. Možno je, da pacienti tega gastroenterologom ne povedo. Bi predlagala, da pač so pozorni na te znake bolezni, ki smo jih v začetku pogovora omenili, na značilne predele telesa, te turom oziroma ugnojkom podobne vnetne zatrdline, in da to gastroenterologu svojemu povedo. Namreč niso vsa biološka zdravila učinkovita za obe bolezni hkrati. Tako da v tem primeru bi bilo dobro, da bolnik prejme zdravilo, ki deluje na obe kronični vnetni bolezni. Dobro, še eno vprašanje, kako prekinitev zdravljenja z biološkimi zdravili vpliva na potek bolezni? Izkušnje kažejo, da se bolezen ne takoj po ukinitvi, ampak nekaj mesecev kasneje začne ponavljati in sčasoma preide spet na prejšnjo aktivnost bolezni. Pri nekaterih po 3 mesecih, pri nekaterih po 6 mesecih, ampak prej ali slej se verjetno, izkušnje kažejo, da se ponovi. Kakšne so pa posledice dolgotrajnega zdravljenja z biološkimi zdravili in antibiotiki? Antibiotike ne dajemo bolnikom dolgotrajno, največ 3 do 4 mesece oziroma kombinacijo 2 antibiotikov 10 tednov. Ne gre za kronično dolgotrajno zdravljenje. Res je, da včasih bolniki težko prenašajo te antibiotike, da omenjajo slabosti, predvsem težave s prebavo. Nekih dolgoročnih stranskih učinkov nismo opažali. Med samo terapijo pa so možni nekateri neprijetni, neželeni učinki, zaradi katerih niti ni nujno vedno potrebno ukinjati terapije. Glede biološke terapije pa se po izkušnjah, na primer pri bolnikih z luskavico, kjer se, kot veste, zdravijo z mnogimi biološkimi zdravili bolniki že dolga leta, se pač to terapija obravnava kot varna. Seveda je potreben nadzor pri zdravniku, občasne kontrole krvi, previdnost pri morebitni prebolevanju okužb, tveganje za nekatere okužbe pri teh boleznih pogostejše. Glede dolgoročnih stranskih učinkov na nivoju imunosti organizma pa zaenkrat izgleda, da so ta zdravila varna. Dobro. Tukaj bi bilo mogoče še eno vprašanje, ostala bova pa odgovorili pisno, ker se zdaj vidim, da še nekaj pojavlja. Če se takrat, kadar je pridružen tudi ulcerozni kolitis, a so kakšna posebna mesta, kjer se potem pojavlja HS, ker pravi gospa, da ima težave na obrazu in tilniku ter v dimljah. Ali je to značilno? Pri ulcerozni kolitis je tudi ena od kroničnih vnetnih črevesnih bolezni, pri kateri je hidradenitis suppurativa lahko pridružen, sicer pa redkeje kot pri Crohnovi bolezni. Verjetno, predvsem pri Crohnovi bolezni bi lahko izpostavila, da so lahko vnetna žarišča prisotna na koži v okolici črevesne odprtine in zadnjični gubi pogosteje. Medtem ko pri Crohnovi bolezni, če se žarišča pojavljajo v dimljah, kjerkoli drugje, recimo kot je omenila lasišču, ni nujno, da gre za ta hidradenitis suppurativa, bi bilo potrebno to preveriti. V dimljah vsekakor so žarišča sumljiva, v lasišču in kje drugje pa mogoče nekoliko manj.
No, zdaj pa za konec samo še eno vprašanje, vseeno, ker sva popolnoma pozabili na temo covida, a ne, čeprav je še vseeno precej aktualna. Torej, gospa sprašuje, ali so bolniki s hidradenitis suppurativo bolj ogroženi zaradi covida? Vprašanje je podobno, kot si ga zastavljajo tudi bolniki, ki imajo luskavico in se zdravijo z biološkimi zdravili pri luskavici. Stališče strokovnjakov v tujini in opažanja v času te epidemije pa kažejo na to, da ni zanesljivih podatkov in opažanj, da bi bili ti bolniki za to okužbo bolj ogroženi. Pač pa ravno obratno so ugotavljali, da če so terapijo prekinjali, recimo pri luskavici, da je bilo morda celo nekoliko večje tveganje, da so to okužbo dobili, in da po drugi strani pa je to vrstna terapija paciente tudi nekoliko morda zaščitila pred najtežjimi okužbami na pljučih, kjer nastane intenzivno sproščanje vnetnih mediatorjev, citokinov, ki so odgovorni za težke okvare pljuč, biološka terapija pa pravzaprav to preprečuje. Tako da po tej vrsti, če z tega vidika ocenjujemo, se zdi, da so bili manj ogroženi. Vsekakor se terapija ne prekinja tudi med epidemijo, tudi v primeru, če bi prišlo do naslednjih epidemioloških težjih situacij, razen seveda, če pride do same okužbe, če imajo pa bolniki tudi kakšne druge pridružene bolezni v tej času, ko se zdravijo, takrat je treba individualno pri vsakem presojati, ali bo terapija naprej varna ali ne. Dobro, najlepša hvala za vsa pojasnila. Nekaj še ostalo vprašanj, ampak jih bomo odgovorili pisno. Vsem hvala za pozornost in se vidimo še ob kakšni podobni temi. Hvala, nasvidenje. Hvala tudi vam.